Predsednik republike Borut Pahor je prostovoljno gasilsko društvo Ormož obiskal v okviru projekta Skupaj spodbujajmo drug drugega. Se oblekel v gasilca in se pridružil gasilski vaji reševanja ukleščenih oseb v vozilih po prometni nesreči. Delo, ki ga je predsednik opravil s ormoškimi gasilci, je pravzaprav že 60. po vrsti v okviru tega projekta. Predsednika republike so pred ormoškim gasilskim domom sprejeli Andrej Primožič, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Ormož, Rajko Košič, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Ormož, ter gasilke in gasilci. Predsedniku Pahorju so predstavili zgodovino društva, ki sega v leto 1886, ko je bila v kraju organizirana prva požarna obramba. Prostovoljno gasilsko društvo Ormož namreč letos praznuje 130. obletnico delovanja. Velika slovesnost, katere pokrovitelj bo prav predsednik države Borut Pahor, pa bo 17. septembra. Že ob prihodu pred ormoški gasilski dom je predsednik države povedal tudi, da je vesel, da se gasilske vrste polnijo tudi z mladimi ljudmi. Pred gasilskim domom so ga namreč pozdravili tudi gasilci pionirji. Sicer pa so predsednika prišli pogledati tudi osnovnošolci. Tudi tem je z veseljem namenil nekaj pozornosti, poklepetal z njimi, podelil nekaj avtogramov, šolarje pa vzpodbudil, da so mu tudi zapeli Mi se imamo radi. Ob ogledu gasilske tehnike in vozil se je predsednik republike seznanil z osnovami gasilskega dela in seveda z orodjem, zaščitno opremo in varnostjo pri delu, ki je potrebna pri delu gasilcev. Takšno predznanje pa je potrebno tudi za preizkušanje v gasilski vaji. Nato se je predsednik skupaj s člani društva v koloni gasilskih vozil odpravil proti poligonu prostovoljnega gasilskega društva Ormož, ki se trenutno nahaja ob lagunah za kolodvorom. Najprej si je ogledal demonstracijo prijemov in uporabe specialnih orodij za reševanje ukleščenih oseb v primeru prometnih nesreč. Pod budnim nadzorom izkušenih gasilcev in uporabi predpisane zaščitne opreme pa je predsednik Pahor sam prijel za hidravlično orodje in pomagal pri reševanju poškodovanih oseb iz vozila. Gospod predsednik, kako je šlo? Torej sem pri demonstraciji reševanja iz ukleščenih vozil sodeloval drugič. Prvič so bili tako prijazni, da so me o tem podučili profesionalni gasilci iz Sežane. To je bilo vročega avgusta pred 4 leti. Delo je seveda fizično zahtevno, ampak ni to največji problem. Največji problem, s katerim se soočajo gasilci, ko priskočijo na pomoč, je stiska ljudi, zlasti če so hudo poškodovani, in komunikacija z njimi in seveda pomoč, ki ne more biti, če je zlasti velika prometna nesreča ali je udeleženih več vozil, za vse hkrati. In takrat se mora poveljnik in vsi ostali odločati. V bistvu dobijo nek božji status, ker odločajo o tem, kdo je bolj potreben pomoči. To je hud stres. In rad bi poudaril, da v tem primeru to opravljajo prostovoljni gasilci. So seveda primerno usposobljeni, ampak to delajo zaradi svoje vesti, zaradi tega, ker želijo pomagati. In želim povedati, da mi, udeleženci v prometu, lastniki premoženja, državljani, vedno pričakujemo, da bo, ko potreba, gasilec prišel pravočasno na pomoč. In vedno pride. Ampak to ni samoumevno. Večinoma so to prostovoljni gasilci in razlog, da sem se odzval njihovemu vabilu in danes prišel v Ormož, ni samo 130. obletnica, ampak tudi na nek način, na ta način izraz naše hvaležnosti za njihovo profesionalno in požrtvovalno opravljeno delo. Tako da, ne vem, če je bil Andrej danes zadovoljen z mano, si bil zadovoljen z mano. Na vsak način. Jaz sem se trudil. Rade volje sprejel med svoje vrste. No, pravite, Andrej bi bil dober gasilec. Ja, zagotovo. Predvsem poslušen,
kar je pomembno za to našo delo, predvsem poslušen do tistega, kateri poveljuje, kateri izdaja naloge in seveda tudi razmišljajoč zato, ker ve, kaj počne, komu pomaga in zagotovo, tako kot je predsednik povedal, res smo tisti, ki v tistem trenutku ne smemo pomisliti na to, ampak moramo vedeti samo to, kaj opravljamo in da moramo opraviti to 101% natančno. Koliko pa je pri tem vašem delu potrebno, da ima gasilec tudi fizično moč? Zagotovo je potrebna tudi fizična moč, bi rekel tako v določenih primerih že, ne? Ampak bi rekel vsak, ki je koliko toliko normalno kondicijsko pripravljen, je sposoben opravljati lažje naloge, težje naloge pa zagotovo tisti, kateri so nekoliko malo bolj natrenirani, bi tem rekel. Torej ima gospod predsednik šanse, da bi lahko bil gasilec? To pa dobro vem, ker toliko pa kljub temu spremljam tudi njegove podvige, če bi lahko temu rekel, ne, tekaške in vse ostale. Tako da v fizični kondiciji sploh ne dvomim, da ni in v bistvu bi bil zagotovo primeren za tudi to naše delo. Veliko izkušnja. Ja, predsednik, ali veste, zakaj ste imeli edini rdečo čelado? Ne, Andrej, me boš povlekel iz vse zadrege. Ja, lahko povem. Edini je imel zato, ker je ta čelada namenjena za reševanje iz globin in višin, torej ni namenjena tem našem splošnemu delu. Jo pa lahko ravno tako uporabljamo za tehnično reševanje, ne? Tako da ta naša čelada, ki jo nosim jaz, je precej težja od tiste, pa da ne bi bil predsednik preveč utrujen, ker še ga verjetno čaka kakšno popoldansko večerno delo, smo ga malo privarčevali. Hvala, da sem v dobri kondiciji. V nadaljevanju je predsednik spregovoril še o opremljenosti, veljavi in možnostih, da bi država predvsem prostovoljnim gasilcem bolje pomagala. Kolikor časa sem v parlamentu, in to je toliko časa in več, kot je stara naša država, toliko časa se skušamo ukvarjati z vprašanjem, kako pomagati zlasti prostovoljnemu gasilstvu, da bi jim omogočili, da imajo tehnično in drugače brezhibne pogoje za delo, da bi bili od delodajalcev, takrat, ko so poklicani na pomoč in iz dela razumljeni, in kako bi drugače država lahko pomagala prostovoljstvu, da bi se še naprej razvijalo. Ker, kot sem malo prej rekel v zboru, slovensko gasilstvo, ki ima zares zelo slavno in dolgo tradicijo, ni samo reševanje ljudi in premoženja, ampak ima tudi svojo narodno, ima svojo socialno funkcijo. Zaradi vsega tega se država ves ta čas trudi razumeti, kako na nek način čim bolj pomagati gasilcem pri tem, da bi lahko svoje delo opravljali. In vedno bodo gasilci menili, da se da še več in verjetno se bo tudi v prihodnje temu lahko bolj pomagalo, kot se je recimo v zadnjih letih. Od dohodnine do zakona o delovnih razmerjih. Tukaj je vrsta zakonov, ki zadevajo položaj, zlasti deklet in fantov, ki so zaposleni, da lahko priskočijo na pomoč, ko so v službi in zaradi tega, zlasti če je to recimo dolgotrajna odsotnost, recimo spomnimo se recimo žleda ali podobnih naravnih nesreč, ko so bili gasilci dolgo časa odsotni iz službe. Moram povedati, da v veliki večini imajo delodajalci razumevanje za to. Seveda, če gre za zelo dolgo odsotnost, se tudi tam še vedno, kljub nekaterim dobrim, primernim zakonskim rešitvam, še vedno pojavljajo težave. Skratka, treba je negovati naprej prostovoljno gasilstvo, je pomembno iz vseh vidikov. Država pa mora imeti posluh, da kolikor je mogoče, ne samo finančno, ampak v vseh zakonih, ki urejajo položaj gasilca, prostovoljca, pomaga, da to delo lahko opravlja. Zdaj, tukaj z nami je nekdo, ki je to že 70 let. 70 let sem gasilec in imam je čas, da sem danes z predsednikom skupaj. Zelo velika čast mi je, resno. Zelo sem vesel. Moram pa reči, da smo veterani danes ocenili našega predsednika, da ni več vajenec, ampak je že kar kvalificirani dober gasilec. Hvala. To. In mi kar tu čestitamo lahko na tem prostoru. Bomo vprašali še poveljnika glede tega vprašanja, ki ga je gospa dala.
Kako vi vidite, kje bi lahko država pomagala več, ko gre za prostovoljno gasilstvo? Ja, tako kot ste že sami omenili, na področju zakonodaje, zagotovo nekatere organizacije imajo ta posluh, je pa tudi stvar delovnega procesa, kolikor sploh lahko nekdo je nadomestljiv v nekem delovnem okolju. Res pa je, da bi mogoče lahko še na kakem drugem področju, tako kot ste omenili, dohodnina. Naslednja stvar, kar bi pa rad poudaril, je pa oprema. Oprema, res je to specialna oprema, ki se ne proizvaja serijsko. Je pa mogoče razmišljati o tem, da bi tukaj davčno stopnjo spremenili. Del sofinancira država preko razpisov, tako da nekaj del davka dobimo vrnjenega, ne pa za vse. In mogoče je na tem segmentu še možnost kakšne tolerance oziroma kakšnega spreminjanja. Ostalo pa mislim tako, ljudje nas razumejo, saj zato so nas pred 2 letoma izbrali za osebnost leta, na kar smo posebej ponosni, da smo v tej organizaciji, da delujemo, da prostovoljno pomagamo in da v bistvu v tistem trenutku, ko gremo na pomoč, razkiramo ali pa bi rekel nekako na pladnjo, damo tudi svoje življenje ali pa svojo poškodbo, takrat pa o tem ne razmišljamo. Razmišljamo o tem, kako pomagati nekomu v nesreči. Jaz bi rad izkoristil to priložnost tudi za zahvalo. Tukaj imamo sicer veterane, ampak prej smo v zboru videli tudi najmlajše. Vidimo torej, da se ta tradicija gasilstva v Sloveniji prenaša na mlade in najmlajše rodove. In mislim, da je to zelo, zelo pomembno, ker kot rečeno, ne gre samo za reševanje premoženja ljudi, to najprej in predvsem, zato so profesionalno usposobljeni, ampak gasilstvo tukaj tudi povezuje ljudi. Nas je kot narod povezovalo in je bilo pomembno z narodno-buditeljskega vidika, tudi z teh vidikov je torej za nas pomembno in smo dolžni storiti vse, da pomagamo, kolikor je mogoče še naprej. Tako da se Andreju za ta prikaz in demonstracijo danes zahvaljujem. Vam za vse, kar ste naredili v 70 letih vašega prostovoljnega dela, veteranom, da bi izkušnje prenašali na mlajše rodove. Jaz se bom pa poskušal potruditi v okviru mojih pristojnosti za to, da bi to počeli lažje in uspešno. Okay? Hvala lepa vsem. Hvala lepa. Najprej izrekam javno zahvalo gospodu predsedniku za to izkazano čast. Zares z največjim ponosom smo sprejeli, oziroma nam je res največji ponos, da je postal on tisti častni pokrovitelj 130 let obstoja prostovoljnega gasilskega društva Ormož. Ob tem pa moram poudariti tudi predvsem to, da smo poskušali na neki način demonstrirati in prikazati naloge prostovoljnih gasilcev, ker glede na to, da je že bil v profesionalni brigade v Sežani, smo mu danes poskušali na nek način prikazati, kakšna je razlika med delom poklicnih gasilcev in pa prostovoljnih, in verjetno smo vsi skupaj ugotovili, da nobene razlike ni. Praktično delo tako poklicnih gasilcev kot tudi nas prostovoljcev je popolnoma enako. Bo predsednik prisoten tudi na 130. letnici na slovesnosti? Vabilo je bilo uradno poslano, s tem, ko smo podali tudi prošnjo za sprejem samega častnega pokroviteljstva. Zdaj september je zelo daleč, to je težko potrditi, ampak naredili bomo vse, kar je v naših močeh, da bi ga tudi 17. septembra letošnjega leta povabili in pripeljali v Ormož na našo slovesnost. Delovni dan je predsednik republike zaključil v vlogi vzdrževalca ročnih gasilnih aparatov in hidrantov ter polnilca tehničnih plinov. Ta dejavnost je namreč za prostovoljno gasilsko društvo Ormož pomemben vir dohodkov, saj v celoti zagotavlja prihodke za 2 redno zaposlena gasilca s polnim delovnim časom.
Predsednik Pahor je skupaj z gasilcem Dinom Horvatom, vodjo servisne delavnice za tehnično preizkušanje in analiziranje, opravil servis na ročnem gasilnem aparatu in napolnil tlačno posodo s pomočjo kompresorja na stisnjen zrak. Ob odhodu je predsednik republike predsedniku prostovoljnega gasilskega društva Ormož Rajku Košiču v dar izročil svileno slovensko zastavo, ki predstavlja posebno protokolarno darilo predsednika republike ob 25. obletnici samostojne države. Ta naj plapola visoko in ponosno ob njihovem prihajajočem visokem jubileju, 130. letnici obstoja, je ob tem dejal Pahor. Po odhodu iz gasilskega doma pa je predsednik države Borut Pahor v občinskih prostorih obiskal tudi ormoškega župana Alojza Soka. Alojz Sok je predsednika dočakal na vhodu v občinsko zgradbo. Sproščen klepet pa sta potem za zaprtimi vrati nadaljevala v sejni sobi.